Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Ja, slovensko prebivalstvo se stara, tudi evropsko se stara. Kako pravzaprav tam rešujejo določene probleme, ne vem, ampak zanimivo je, kako jih začenja reševati Slovenija. Namreč pojavila se je, in to od decembra leta 2012, pomeni v lanskem letu, mreža za starejše Matija. In z nami v studiu je gospod Boris Koprivnikar, ki je svetovalec pri tej mreži, no pa počne še marsikaj drugega in seveda ga bom prosila, da se predstavi. Pozdravljeni, gospod Koprivnikar. Poglejte, zdajle sem samo natresla par podatkov o tej mreži Matija oziroma čemu naj bi služila. Zdaj mi pa povejte, kako ste se vključili v to mrežo, kako je ta ideja nastala in dejansko kakšna je vaša vloga pri tem. No, jaz prihajam iz Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. To je skupnost, ki združuje slovenske domove, tako državne kot zasebne in posebne socialno-varstvene zavode. Torej se ukvarjamo z pomočjo starejšim. Domovi se v zadnjih letih bistveno spreminjajo, kar pomeni, da ne ponujajo več zgolj namestitve v domovih, ampak izvajajo tudi celo vrsto drugih dejavnosti, pomoči v domačem okolju in tako naprej. In prav v tem primeru, ko želimo uporabnikom iz okolja približati te storitve, se vedno znova srečamo z vprašanjem, da uporabniki enostavno ne vedo, kaj je sploh na voljo, kje to poiskati, kako to naročiti, kje dobiti informacije o teh storitvah. In takrat smo tudi naleteli na idejo podjetja iz Škofje Loke, ki je za nas sicer razvijalo programsko opremo, da bi poskušali na nek bolj prijazen način do starejših te informacije zbrati na enem mestu, jih posredovati. In tako se je rodila ideja o mreži Matija, ki smo jo poimenovali kot mrežo aktivnosti, trženja, informiranja in asistence za starejše, ki je zelo podobna, kot so neki internetni sistemi, pa vendar je prilagojena starejšim tako, da v celoti deluje na medosebni komunikaciji preko enotne telefonske številke in vse, kar nekdo rabi, ki želi pridobiti informacijo ali naročiti neko storitev, je, da pokliče na številko 080 10 10. Poglejte, nekaj je zanimivo. Ravno zdaj sem razmišljala, moj pokojni oče je recimo pred manj kot 100 leti hodil v šolo in takrat je pisal na tablico s kredo. Danes uporabljate vi mlajši elektronske tablice. Recimo, če pogledam na sebe, nisem še tako zelo starejša, pa vendarle za tole tablico nekako se mi ne da, da bi se je naučila. Seveda računalnik obvladam, ampak koliko ljudi dejansko starejših, pa še starejših od mene, danes obvlada računalnik, vemo pa, da brez njega smo skoraj da bosi. Internet je dejansko spremenil naš način življenja, naš način poslovanja, naš način iskanja informacij, dostopa do storitev. Ampak pogoj je, da ga uporabljaš. In to je osnovni pogoj. Tako da ena pot je, da tiste starejše, ki pa praviloma ne uporabljajo internet, samo 1 od 8 ga redno uporablja, naučimo uporabljati internet. To je ena pot. Druga pot pa je, da tisto, kar je na internetu dostopno, starejšim približamo na način, da je to možno dobiti brez uporabe interneta. In to drugo pot smo mi ubrali. Se pravi, kako vse tisto, kar je dobro v svetovnem spletu, približati preko telefonske številke. Spraševali smo se, kaj je dobrega na internetu. In ugotavljamo, da so to načeloma 3 bistvene zadeve. Mi pravimo Google, eBay in Facebook. Kar pomeni Google in podobni iskalniki na enostaven način omogočajo, da z nekaj kliki, z nekaj ključnimi besedami najdete vse, kar vas zanima, praktično vam je na ekranu dostopno globalno znanje. Če tega ne uporabljaš, potem ti to globalno znanje in te globalne informacije niso dostopne. V našem primeru ponujamo klic na telefonsko številko 080 10 10, kjer operaterja vprašaš karkoli v zvezi z potrebami starejših, naj si bo to informacija, naj si bo to storitev, ki jo potrebuješ, karkoli, in boš to izvedel. Če pa slučajno operater te informacije še nima, imamo pa vzpostavljeno proceduro, po kateri bodo zelo hitro to poiskali in tej osebi, ki išče neko informacijo, to tudi sporočili. Se pravi, eno je iskanje. Iskanje informacije kakršnih koli. Drug zelo pomemben princip je eBay, se pravi elektronska trgovina, ali pri nas je, mislim, da najbolj popularna mimo vrste. Skratka, v elektronski trgovini lahko zelo enostavno iz domačega naslonjača pogledaš vse, kar ti je na voljo, preveriš cene, preveriš tehnične opise, v miru izbereš in kar je zelo pomembno, preveriš lahko, kako so z določenim izdelkom ali z določeno storitvijo zadovoljni drugi, ki so ga uporabljali pred tabo, ker so običajno v teh internetnih trgovinah vsi izdelki označeni z tistimi zvezdicami, ki označujejo zadovoljstvo uporabnikov pred tabo.
In zame kot za uporabnika je to ključna informacija, da ne bom sam samo na podlagi nekih tehničnih podatkov, ampak na podlagi izkušenj drugih se odločal. No, tudi v našem primeru delamo nekaj podobnega. Se pravi, vse storitve, ki se ponujajo, pa naj se bodo plačljive, prostovoljske, pa tudi izdelki, se vedno tudi ocenjujemo, vedno preverjamo, kako so tisti, ki so neko storitev naročili, z njo zadovoljni, lepimo to na ponudnika storitev z oznako zadovoljstva ponudnika storitev in ko nas nekdo drug povpraša, kaj vi priporočate oziroma katera storitev je najboljša, enostavno povemo samo, kako so bili drugi s to storitvijo zadovoljni. Tako olajšamo izbiro in seveda izbira je enostavna, ker gre spet preko klica na telefonsko številko. Tretji pomemben princip je pa ta razvpiti Facebook. Starejši ga načeloma ne marajo, ker ugotavljajo, da to niti ni, to ni socialno omrežje, to je nekaj, jaz pa že ne bom po računalniku z nekom se pogovarjal, ki ga ne poznam. In smo se spraševali, ali Facebook je pravo socialno omrežje. Pogosto tudi profesionalci z tega področja, socialni delavci nekako ne priznavajo tega, da to ni pravo socialno omrežje. Pa vendar, če se tako vprašamo, poglejte, na Facebooku se pogovarjamo z ljudmi, ki jih morda nikdar nismo srečali. Pogovarjamo se o osebnih zadevah, o izkušnjah. In kar je zelo pomembno, spoznavamo ljudi, ki jih morda nikdar ne bi spoznali, ker jih nikdar ne bi srečali, samo na podlagi tega, ker so nam všeč iste zadeve, samo na podlagi tega, ker smo obiskali isto spletno stran, se udeležili istega, recimo, virtualnega dogodka. Torej, Facebook dejansko je orodje, ki njihove uporabnike, predvsem mlajše, med sabo združuje in povezuje in izmenjuje mnenja. Mogoče je zadnji primer uporabe Facebooka ravno ta slovenska vstaja in ta upor recimo Slovencev proti politični praksi, ki nekako ni sprejemljiva. Cela vrsta Slovencev se je povezala, pa se nikdar niso srečali preko Facebooka. Pri starejših je pa to povezovanje še posebej pomembno zato, ker je njihova aktivnost v starosti odvisna od tega, kako bogato socialno mrežo imajo, koga poznajo, koga lahko pokličajo, kdo jim bo pomagal. In če ne uporabljajo nekega takega orodja, potem so odvisni samo od svoje družine in najožjih znancev. Mi pa ponujamo spet preko te platforme način, da nek starejši, ki je osamljen, ki potrebuje neko pomoč, in nekdo, ki je pripravljen to pomoč ponuditi, da se med sabo spoznata tako, da mi pri tem spoznavanju posredujemo. Sicer se pa brez našega posredništva verjetno nikdar ne bi srečala in en drugemu pomagala ali delala družbo. Na tak način pa prevajamo ta sistem internetnih socialnih omrežij tudi v to našo telefonsko številko. Poglejte, še nekaj se mi zdi zanimivo. Recimo, ravno tako se srečujemo z današnjim načinom življenja, ko se mnogokrat moramo pogovarjati s stroji namesto z ljudmi. Recimo, greš kupiti karto na železniški postaji, se mi je zgodilo, in tam ni bilo človeka in sem si potem, pa še v tujini je bilo, morala pomagati v bistvu s tistim strojem. Bila sem vsa nervozna, ker nisem vedela točno kaj, a veste, zelo težko je. In pravzaprav tu starejši dobimo, zdaj bom govorila že tudi o sebi, tu starejši pravzaprav dobimo nekega sogovornika, človeka, čeprav je to po telefonu, ampak telefonov smo v bistvu vajeni od mladih nog. Medtem ko tole pritiskanje na gumbe in potem odločanje, kaj je tista prava stvar za nas in še to moraš hitro narediti, ker te preganja. Pravzaprav tu so dejansko ljudje, ki imajo za nas čas na voljo. Tako je. En temeljnih principov je ta, da celotno povezovanje gradimo na medosebni komunikaciji dveh živih ljudi. V klicnem centru sedijo usposobljeni operaterji, ki so redno zaposleni, s katerimi se redno pogovarjamo, in to so operaterji, s katerimi izmenjujemo izkušnje, kako čim bolj učinkovito se pogovarjati s vsemi tistimi, ki na to telefonsko številko pokličejo. In tudi, če oni nimajo odgovora, imajo v okviru podjetja, ki mrežo organizira, tudi usposobljene ljudi, ki znajo poiskati, ki znajo svetovati, ki znajo nekako usmeriti uporabnika, da bo prišel do tiste rešitve. In tudi, če mene vprašate, če plačam parkirnino in imam na izbiro okence ali pa avtomat, jaz bom šel vedno k okencu, zato ker mi je ljubše se pogovarjati z živo osebo, s katero lahko pač na nek bolj pristen način komuniciram. Tak način komuniciranja je sicer bolj zapleten zaradi tega, ker potrebuje žive ljudi, ki dejansko direktno komunicirajo z živimi ljudmi. Pa vendar ugotavljamo, da so številni dobri internetni portali, ki jih imamo tudi že v Sloveniji, ki imajo zelo kvalitetne informacije za starejše,
manj učinkoviti ravno zaradi tega, ker ne ponujajo tiste direktne žive komunikacije. Zato mi tudi, čeprav v ozadju je postavljeno internetno ozadje, je postavljena spletna stran in vse, pa vendar vedno znova usmerjamo uporabnike na telefonsko številko. Pravimo enostavno, pokličite na telefon, povejte, kaj želite, se pogovorite in boste tako vse uredili. In še druga pomembna zadeva je, v celotnem tem odnosu med uporabnikom in operaterjem ali mogoče posrednikom storitev informacije, smo tudi zelo natančno preverili in zagotovili, da je pogovor dejansko tudi dokument. Kar pomeni, da za tem pogovorom ne stoji nobenih obrazcev, nobenih potrdil, nobenih dodatnih naročilnic ali kaj podobnega, ampak enostavno ta pogovor velja kot dokument in nič drugega ni potrebno, kot da sporočiš svojo željo ali vprašanje. Poglejte, še nekaj je zanimivo. Recimo, mnogokrat se ljudje na nek način bojimo, zlasti če naročamo, tako kot pravite. Pravzaprav ta vaša organizacija, ki je neprofitna, že to je pravzaprav pomembno, da ne bi kdo rekel, da tu se nekje ne vem na kakšen način služi. Po drugi strani pa zagotovo verjamem, da morate biti zavezani etičnim načelom. Da tu najbrž ni tako zelo preprosto, vendarle gre za osebne podatke, osebne vprašanja, za neke pogovore, ki presegajo samo mogoče neko komercialni nivo. Ta naša mreža je ena zanimiva mešanica, kot že ime pove, mešanica asistence, mešanica trženja, informiranja, organiziranja pomoči, prodajanja storitev, vsega tega. Pa vendar se je naša skupnost vključila v to mrežo pod enim pogojem, ki smo ga postavili organizatorju, in sicer, da je celotno podjetje, ki to organizira, in celotna dejavnost neprofitna, da temelji na temeljih socialnega podjetništva in družbene odgovornosti. To ne pomeni, da za svoje delovanje ta mreža ne zagotavlja virov, iz katerih financira vse to, kar je potrebno, kajti za celotno organiziranje takega omrežja je potrebno programsko opremo, so potrebni operaterji, klicne linije, cela vrsta neke infrastrukture, v končni fazi tudi trženje, promocije, oblikovanje. To so drage zadeve, ki jih je treba sfinancirati. Pa vendar smo želeli samo eno zagotovilo, da ta mreža ne bi služila kot osnova za nekoga, ki bi iz nje črpal dobiček in ga izven mreže porabljal. Lahko se ustvarja dobiček, vendar se mora investirati nazaj v razvoj te pomoči. In pa še zelo pomembno je, da razumemo, da je uspešnost tega projekta, ki igra na dolgi rok, izključno in odvisna samo od zaupanja. Če bodo uporabniki imeli zaupanje do tega, da so spoštovani, da so dobili to, kar so res želeli, da so njihovi podatki varni, potem se bodo vračali in potem se bo mreža uspešno razvijala. Zato je bil storjen tudi en zanimiv korak, preden je šla sama mreža v delo, da smo vse v celoti predstavili tudi informacijski pooblaščenki, ki je temeljito pregledala, s katerimi podatki razpolagamo, kako jih hranimo in tudi soglašala s tem, da je način, kot smo si ga zastavili, skladen z zakonodajo in tudi skladen z etičnimi načeli do varovanja podatkov in predvsem etičnimi načeli do dela z starejšimi in spoštovanja do njih. Poglejte, še nekaj se mi zastavlja, neko vprašanje. Recimo tu, tako kot sem pregledala, pravzaprav kaj vse nudite, so tudi določene storitve. Tako recimo pomoč v gospodinjstvu, osebna pomoč in nega, urejanje recimo stvari, kakšne dokumentacije in podobno, tudi ne nazadnje medgeneracijsko povezovanje. Pa me nekaj zanima, ali ste zavezani tudi, da pravzaprav tem uporabnikom starejšim nudite najcenejše, najbolj optimalne rešitve. Namreč ni vseeno, če mu ponudite, ne vem, neko rešitev, ki je pa morda recimo predraga. Namreč vemo, da upokojenci vendarle imamo in bomo verjetno, kot kaže, imeli še manj denarja. Tudi eden od izhodiščnih pristopov k snovanju mreže je bil ravno ta, smo rekli, starejši ne uporabljajo tako veliko elektronskih medijev, naj bo medosebno. In rekli smo, starejši praviloma nimajo denarja za zapravljanje, ampak morajo zelo skrbno načrtovati porabo tega denarja, ki ga imajo, zato mora biti mreža način varčevanja, ne pa zapravljanja. Pa še ena stvar je pomembna, mi na tej mreži kot organizatorji ne izvajamo ničesar, ampak zgolj povezujemo vse mogoče ponudnike iz okolja z tistimi, ki po njihovih storitvah povprašujejo. In ker jih povezujemo veliko število,
potem tudi vedno primerjamo, kakšne so njihove cene in vedno tudi primerjamo, kakšno je njihovo zadovoljstvo. Na tak način uporabniku damo na voljo, da na enem mestu izbere najcenejšega in ob tem tudi preveri, da bo tisti najcenejši tudi dovolj kvaliteten, zato ker se lahko pozanima, kako so bili drugi z njim zadovoljni. Imamo pa tudi do samih partnerjev, ki se mreži priključujejo, eno enostavno zahtevo, in sicer, da storitev, ki jo ponujajo preko mreže, nikdar ne sme biti dražja, kot je storitev, ki jo ponujajo na prostem trgu, in še več, delež prihodka od te storitve morajo nameniti po eni strani za delovanje mreže, po drugi strani pa morajo delež dohodka nameniti za popuste za uporabnike, ki preko mreže to storitev naročijo. Na tak način enostavno zagotavljamo, da je storitev preko mreže Matije vedno cenejša, kot bi bila dejansko tudi na prostem trgu. Seveda pa je predvsem pomembno, da damo jasno informacijo o tem, kakšna storitev je in možnost izbire in primerjave z drugimi storitvami. Poglejte, mislim, da sva se bolj ali manj pravzaprav teh zelo splošnih stvari že dotaknila. Sva morda kaj pozabila, preden preideva morda na bolj konkretna vprašanja? No, mogoče samo to, ko smo rekli, glede financiranja mreže, zagotavljanja, kot rečeno, tisti, ki želijo preko mreže ponuditi nekaj starejšim in je to plačljivo, tisti so dolžni delež svojega prihodka nameniti za zagotavljanje te infrastrukture. Pomembno pa je, da od samega začetka vztrajamo na načelu, da uporabnik, se pravi starejši, ki kliče, starejši, ki nekaj naroča ali starejši, ki samo želi neko informacijo, v ničesar ne plačuje. Se pravi, vključevanje v mrežo strani starejših ne predvidevajo nobenih članarin, pavšalov ali nekih podobnih zadev, ampak mora biti v celoti brezplačna, seveda pa se pričakuje od tistih, ki mrežo uporabljajo kot kanal do starejših naročnikov, da za to vzdrževanje tudi nekaj prispevajo. Poglejte še to, medgeneracijsko druženje in povezovanje in nudenje pomoči na domu. To se mi zdi recimo mogoče tisto, kar je najbolj ključno v tem primeru. Namreč starejši ljudje so mnogokrat osamljeni. Mladi pa mnogokrat tudi pripravljeni kaj prostovoljno početi. Pravzaprav, kako to povezujete? Se te nevladne organizacije ali pa prostovoljci z veseljem vključujejo v vašo mrežo? Mi smo pri snovanju te mreže temeljito pregledali tudi, kakšna je situacija na področju nevladnih organizacij v Sloveniji. Mogoče je zanimiv podatek, da imamo v Sloveniji registriranih 24.000 nevladnih organizacij. To je enormno velika številka. Ampak za te nevladne organizacije je značilno, da so relativno majčkene, pogosto samo nekaj posameznikov. Značilno je, da so zelo zaprte v svoje kroge delovanja in da vsaka sama išče svoje uporabnike storitev oziroma tiste, ki jim želi pomagati. In eno od osnovnih namenov naših je, da te nevladne organizacije poskušamo povezati in jih vzpodbuditi, da bodo bolj aktivno dostopali do starejših. In odziv je odličen, zato ker vedno nevladne organizacije iščejo uporabnike za svoje storitve in mi smo vedno znova presenečeni, kako čudovite, kvalitetne, vrhunske programe in oblike pomoči, večinoma brezplačne, lahko starejšim ponudimo preko nevladnih organizacij, pa oni sploh ne vejo, da to dejansko tudi obstaja. In pa zanimiv je tudi projekt, ki ga razvijamo v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja in z mrežo zdravih šol. Mislim, da je že 75% slovenskih osnovnih in srednjih šol vključenih v to mrežo, kjer pa povezujemo mlajše učence in dijake in z potrebami starejših, predvsem zato, da se družijo starejšim, da jim pomagajo, prinesejo kaj iz trgovine, ampak spet rešujemo tisti problem, ki je pogosto banalen, pa vendar hud, da mlajši, ki so pripravljeni pomagati, enostavno ne vedo komu, in starejši, ki pomoč potrebujejo, enostavno ne vedo, na koga naj se obrnejo. Tukaj pa mi vstopimo s to točko povezovanja in zadovoljstvo je na obeh straneh odlično. Poglejte, še ena stvar, namreč jaz sem velika ljubiteljica muckov in imate akcijo Muca za babico. Zdi se mi to zelo zanimivo. Namreč, gledajte, ko človek ima žival, ve, kako dober družabnik je to, koliko pravzaprav neke radosti prinese in verjetno starejši ljudje, ki bi imeli žival, pa se jo po svoje bojijo, kajti to je vendarle velika odgovornost. Pri tej vaši akciji pa, tako kot sem zasledila, pravzaprav ta velika skrb lahko odpade, ker jo prevzame nekdo drug. V celotni mreži se vedno znova sprašujemo, ali je določena rešitev, kot rečemo temu v angleščini win-win, se pravi, ali je rešitev taka, da so vse strani, ki si pri njej srečujejo, zadovoljne. Čim ena stran ni zadovoljna, potem rešitev ni v redu. In nekaj podobnega demonstriramo tudi na eni od akcij, ki jih pripravljamo ali izvajamo, rekli smo, ko ste že navedli Muca za babico, spraševali smo se, kako
vzpodbuditi starejši, da bodo večkrat vzeli žival v svoj dom, mucka, kužka, zato ker je žival odličen sopotnik, preprečuje osamljenost in je dokazano, da izredno pozitivno vpliva na aktivno preživljanje starosti, je pa seveda tudi odgovornost. Po drugi strani so pa tukaj društva za zaščito živali, zavetišča, ki pa se soočajo s problemom dobiti ljudi, ki so pripravljeni te živali vzeti, posvojiti, skrbeti zanje in imajo kar veliko težavo oddati te, recimo, mucke, ki jih najdejo. In tukaj smo povezali obe strani med sabo in rekli tako, starejši, vi lahko izberete žival preko zavetišča, kjer bojo poskrbeli, da bo veterinarsko oskrbljena, kvalitetna, mislim, da bo žival zdrava in tako naprej. Še več, pomagali vam bodo, da boste dobili ležišče, hrano za žival, vse tisto, kar je potrebno urediti, seveda ne brezplačno, ampak enostavno, na enem mestu. Ampak nekdo ti priskrbi, ne? Nekdo priskrbi, nekdo bo rešil ta problem, da se ne boš ukvarjal še s težavo, kje se to kupi, kje se to poišče. Po drugi strani smo pa od društev za zaščito živali, od zavetišč pa zahtevali, da prevzamejo podporo in da prevzamejo odgovornost, da če nekdo z muckom recimo ne bo zadovoljen ali se izkaže, da je recimo alergičen nanj, da ga brez vprašanj vzamejo nazaj, kadar to starejši, ki ga je sicer nameraval posvojiti, se premisli brez dodatnega razloga. Na tak način ugotavljamo, da večina tistih muckov, ki dejansko so oddani, ostane pri svojem lastniku, dobijo odličen dom, starejši so z njimi izredno zadovoljni, po drugi strani pa društva so najdla nov kanal, da za te živali, za te mucke priskrbijo tisto, kar je zanje pač najboljše in so vsi zadovoljni. Ja, namreč to je ravno zanimivo, ne? Človeka je tudi strah, ko ima žival, kaj pa če bo moral v bolnico, kdo bo tiste 14 dni recimo skrbel za žival. Kaj če bo moral k veterinarju, takrat enostavno se vzpostavi ta povezava z društvom in oni itak vedno sodelujo in z veterinarji, sodelujo z drugimi in zelo enostavno pomagajo in je treba zelo malo skrbi, veliko veselja, pa malo skrbi. Imate še kakšno akcijo prav v tem hipu recimo, ki je aktualna? Prav ta trenutek zaključujemo s pripravami na eno akcijo, ki bo javna v naslednjih tednih. Poimenovali smo jo akcija Prostofer. Gre za to, da vzpodbujamo starejše, ki še lahko in radi vozijo, da bi se kot prostovoljci javili in pač bili pripravljeni kdaj koga kam peljati. Po drugi strani pa vabimo starejše, ki prevoz potrebujejo, pa si težko privoščijo taksi prevoze ali neke druge prevoze, se veste, cel kup je obveznosti k zdravniku in ne vem kaj še vse. In pa zelo pogosto so svojci, sinovi ali pa smo otroci v stiski, ko pričakujejo starši, da jih bomo nekam peljali, pa je zaradi naših poklicnih obveznosti težko vzeti kar dan dopusta, da boš mamo peljal k zdravniku, k specialistu. Tukaj pa spet povezujemo tiste, ki so pripravljeni voziti, pomeni, da pokličeš nekoga iz okolja, pa rečeš, gospod, vi ste rekli, da bi kdaj bili pripravljeni koga kam peljati, imamo gospo, ki bi jutri rabila ob 9 biti pri zdravniku, jo boste peljal, jih povežemo med sabo, izmenjamo telefone, gospod jo pelje k zdravniku, vrne nazaj, mogoče gresta še na kavo in tako sta spet oba zadovoljna. Gospod je spoznal neko novo osebo, ta gospa je dobila zastonj prevoz, seveda pa vabimo tudi sponzorje, kot so avtomobilska podjetja, kot so energetske družbe, kot so podjetja, ki se ukvarjajo z vsem, kar je v zvezi z prevozi, cestami in podobno, da bi poskušali tem prostovoljcem pa na nek način zagotoviti vsaj, da bi imeli neko povrnitev stroškov, kajti celotno povezovanje mora temeljiti izključno na prostovoljskem načelu, kar pomeni, da ni dovoljeno nobeno zaračunavanje storitev, ker če je to zaračunljiva storitev, potem je to druga stvar. Seveda pa v zvezi s tem nastajajo stroški in če bodo sponzorji tej akciji naklonjeni, bomo lahko tudi z nagradami od sponzorjev pomagali, da dejansko tudi stroškov ne bodo imeli. Mogoče še eno minutko, recimo te ponudnike storitev prebirate ali je pač dobrodošel kdorkoli, ki je pripravljen sprijeti vaše pogoje? Mi smo veseli vsakega in tudi vse, ki imajo karkoli, ki bi utegnilo starejše zanimati in vabimo, da se enostavno vključijo. Ampak vedno znova pa poudarjamo, da to ne pomeni, da bomo preko mreže mi ponujali njihove storitve, ampak je drugače. Če bodo starejši po njih povprašali, bomo povedali, kaj imamo na voljo. To je pomembna razlika. Se pravi, da ne bomo agresivno tržili nečesa, ampak bomo zgolj dali na voljo. Mi pa seveda ob tem, da preverimo, da so ponudniki storitev legalni, da imajo vse urejeno za svoje poslovanje, ne sodimo o tem, kako kvalitetni so in kako dobri so. Ampak pomembno je, da vedno znova sprašujemo uporabnike, kako so zadovoljni z njihovimi storitvami in tako se na enostaven način dogaja,
da tisti boljši dobijo več naročil, tisti slabši, ki se ne potrudijo, pa enostavno nekako odidejo iz te mreže, ker ni po njih povpraševanja. In se potem lahko zamislijo? In se lahko zamislijo, ali izboljšajo kvaliteto svoje storitve, ali pa pač mi dosežemo način, da slabih storitev pač ne ponujamo. Tako. No, mislim, da je tale zadeva odlična, vsaj meni osebno je zelo všeč, ne nazadnje. Pravzaprav, hvala Bogu, tudi jaz se staramo se vsi, prej ali slej bomo rabili tako ali drugačno pomoč. No in naj še enkrat povem, seveda, hvala vam za vse tole, kar ste nam predstavili, ne nazadnje. Se zahvaljujem vsem vam, ki ste pravzaprav to organizirali in spravili v življenje, v imenu dejansko vse večje te starejše populacije, pa še tale telefonska številka 080 10 10. Izkoristimo jo. Dana nam je na voljo. Hvala, nasvidenje.